znanjem ponosni v prihodnost. Dr. Matej Zadravec se je rodil 20. aprila leta 1979 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru z diplomsko nalogo, ki obravnava procese mešanja tekočin z najmodernejšim pristopom k reševanju takih primerov, in sicer računalniško dinamiko tekočin. Leta 2009 je doktoriral z doktorsko dizertacijo na temo razvoja novega numeričnega algoritma za računalniško dinamiko tekočin toka mikropolarnih tekočin, med katerem lahko uvrščamo suspenzije. Poklicna pot se je nadaljevala po zagovoru doktorske dizertacije z zaposlitvijo na že prej omenjeni fakulteti na delovnem mestu asistenta z doktoratom v cilju opravljanja pedagoških, raziskovalnih in projektnih obveznosti, kjer je zaposlen tudi sedaj, in sicer na področju procesnega, energetskega in okoljskega inženirstva. Med vsemi temi leti je sodeloval pri različnih aplikativnih projektih za različna slovenska in tuja projekta, kot so Hella Saturnus Slovenija, Tanin Sevnica, Esotek, Silkem, Roto, RCPE GmbH, KIF-DD, Energetika Celje. V okviru svojega znanstveno-raziskovalnega dela se je udeleževal številnih izpopolnjevanj oziroma gostovanj v tujini, na primer na univerzi v Stenvagerju na Norveškem, kjer se je ukvarjal z odprtokodnimi programi za numerične simulacije tekočin. Prav tako na univerzi v Udinah, kjer je delal na superračunalniški gruči. Trenutno je na povabilo podjetja Research Center for Pharmaceutical Engineering GmbH že skoraj leto dni gostujoči raziskovalec v Avstriji, na enem od največjih evropskih centrov namenjenih podpori farmacevtskim podjetjem širom sveta, kjer se ukvarja s simulacijami oplaščanja tablet in gibanja granuliranih materialov na splošno, ter razvojem naprav za potrebe farmacevtske industrije. Pomurski akademik dr. Matej Zadravec je že stari znanec pomurskih konferenc, torej konferenc Pomurske akademije, in kar preton ekstra fejs radi izpostavimo, deluje na projektih, ker so nekako iz PAZU-ja prišli oziroma jih je pomogel v PAZU pripeljati. Fejs važna stvar je pa, ker je njegovo delo tesno povezano z našim lokalnim gospodarstvom. Ne nazadnje treba izpostaviti, ker je bil poleg tudi pri tistem prvem projektu, v katerem je ekipa Pomurske akademije prišla do rezultatov, ki so bili nagrajeni celo z nagrado za inovacije. In pomurski akademik dr. Matej Zadravec se poleg tega seveda odlikuje tudi po odličnih pedagoških izkušnjah in svoje znanje na Univerzi v Mariboru prenaša na mlade študente in s tem seveda tudi širi krog tistih, na katere lejko kasneje v Pomurju računamo. Ne treba ekstra izpostaviti, ker je v njegovem krogu seveda dosta študentov iz naše regije. In na koncu naj izpostavim seveda tudi to, kar je današnje predavanje eno izmed tistih, na katero smo v Pomurski akademiji ekstra fejs ponosni. To pa zato, ker je to povezano z projektom, ki ga je pridobila pomurska akademkinja Rebeka Rudolf in je tudi prvi, ki je bil sofinanciran iz strani Agencije Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno dejavnost in na tom področju torej pomaga, kot tisto naše poslanstvo Pomurske akademije povezati med znanstvenike in jih usmeriti v delo z gospodarstvom, z lokalnim gospodarstvom, ker na tom področju resno pokažemo nekaj novega in ene dobre rezultate. Zlitine z oblikovnim spominom iz nikla in titana imajo odlične mehanske lastnosti, so korozijsko obstojne in visoko biokompatibilne.
Te zlitine posedujejo pri določenih pogojih tudi enosmerni in dvosmerni oblikovni spomin ter psevdoelastično obnašanje, kar omogoča, da jih je možno uporabiti za številne aplikacije. Prva uporaba teh zlitin je poznana izpred 50 let in sicer v letalski in vesoljski industriji. V stomatologijo pa jih je v poznih 80 letih uvedel Andersen, kjer se še danes uspešno uporablja za ortodonsko žico. Takšna žica ima funkcijo, da pomika zob ali skupino zob v pravilni položaj v ustni votlini, pri čemer koristi super elastičnost, ki povrne velik raztezek žice v prvotno obliko. Slabost teh žic je, da je njihova izdelava zelo komplicirana, sestavljena je iz več tehnoloških operacij, od taljenja, pretaljevanja, toplotne obdelave, hladne obdelave in termomehanske obdelave, kar posledično predstavlja dolgotrajen in drag postopek. Področje raziskav je usmerjeno v razvoj tehnologije, ki bo s čim manj tehnološkimi fazami omogočila cenejšo in racionalnejšo izdelavo niti žičk. Za potrebe razvoja tehnologije kontinuiranega litija so v prvi stopnji uporabili računsko dinamiko tekočin. Za potrebe razvoja tehnologije kontinuiranega litija so v prvi stopnji uporabili računsko dinamiko tekočin, ki predstavlja izraz za numerično reševanje vodilnih enačb prenosa gibalne tekočine, toplote in snovi. Delo je vključevalo obravnavanje in simulacijo tokovnih in toplotnih razmerij v kokili, s čimer so prihranili visoke stroške za nakup testnega materiala in več preliminarnih eksperimentalnih kontinuiranih litij. Zlitine z oblikovnim spominom iz nikla in titana imajo odlične mehanske lastnosti, so korozijsko obstojne in visoko biokompatibilne. Do sedaj je bila izdelava niti žic sestavljena iz več tehnoloških operacij, od taljenja, pretaljevanja, toplotne obdelave, hladne obdelave in termomehanske obdelave. Raziskave, temelječe na podlagi numeričnih simulacij, so bistvenega pomena pri razvoju, saj njihova uporaba poveča razumevanje procesa in daje možnost učinkovitejšega in v večini primerov cenejšega razvoja. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Me veseli, da smo tudi letos v tako velikem številu se udeležili prekmurske konference. Danes bo moj prispevek, se opravičujem, je v angleščini, določeno vsebino zajemal delo, ki ga obravnava en projekt biomedicinske zlitine glede na efekt spomina teh zlitin, ki je sicer projekt, v katerem smo vključeni tudi mi kot PAZO, in seveda me prav tako še bolj veseli, da združuje različna področja dela, da se tudi še same nadgrajujemo tudi na drugih področjih. V začetku bom nekaj malega povedal o samih zlitinah z spominskim efektom, potem kje so, sigurno vsi ste že te zlitine videli, potem kaj je bil naš cilj in seveda poudarek bo seveda na simulaciji, kar je delo, ki ga upravljam že nekaj let in tudi simulacijami skušamo tu pomagati, izdelati, kontinuirno zliti take zlitine z tem spominskim efektom. Se pravi, nikeltitanijeve zlitine se uporabljajo v dentalni namene že skoraj 30 let, pri čemer sta pomembna dva efekta. Prvi je predvsem ta, ki se imenuje shape memory, se pravi, da imajo te zlitine spominski efekt, se pravi, drugi je pa tista super elastičnost, se pravi, da se povrnejo tudi v prvotno stanje. Zakaj je to pomembno? Glejte, pri teh zlitinah je pomembno zato, da se pri različnih temperaturah, pri različnih temperaturnih obremenitvah in tudi obremenitvah napetosti, se pravi, če neko žičko raztezamo, vejo povrniti v začetno stanje in seveda, da ohranijo pri različnih temperaturah svojo obliko. To se dogaja zaradi strukture, ki prehaja iz neke austenitne v neko martenzitno strukturo, pri čemer pa same atomi ne difundirajo med sabo, se pravi, se samo pomaknejo. Tudi pomembna je ta superelastičnost, kot sem že prej omenil, če vi tako žičko deformirate, se bo
lahko povrnila, vidite, preko te histereze v svoje prvotno stanje. Se pravi, to so neke lastnosti materiala, ki so zaželjene in seveda zaželjene so predvsem v aplikacijah, kot so ortodontske žičke, kjer seveda mora biti zob obremenjen, da prihaja nazaj v svoj položaj, da izravnamo položaj teh zob in seveda, kjer temperatura, kjer se ta žička nahaja, seveda ni nikoli konstantna, se spreminja, prav tako se napetost, s katero prednapnemo te žičke, tudi spreminja. Zato mora biti tako efekt, morajo združevati te nitke. Seveda potem to vpliva na tisti del, na periodontalni ligament, seveda, ki potem ga tudi oblikujemo z to silo. Izdelava teh žičk je taka, da so se sestava nikla in titana mora biti točno definirana, nekje tam okoli 50-50 je vsakega v atomskih deležih, pri čemer se pozneje, ko se oblikuje forma, se pravi, ali je to žička, z nekim temperaturnim obremenjevanjem teh izdelkov potem spravlja v to kondicijo, se pravi, da postanejo superelastične in da imajo ta spominski efekt. Želja v tem projektu je, da bi se te žičke kontinuirno lile že z temi lastnostmi. Se pravi, na fakulteti, kjer deluje tudi naša kolegica Rebeka Rudolf, ki je prav tako vodja projekta, imajo napravo za kontinuirno litje. Tole vidite na primer tule, kjer vi predpripravljeno mešanico nikla in titana vlijete in potem vlečete skozi in tu vmes, se pravi, če pogledamo v prerezu, se vrši strjevanje. Seveda okoli imate hlajenje z vodo in strjevanje mora biti tako hitro, da se vam ne strdne prehitro, ker potem ne boste dobili žičke ven, ali pa da še tu ni preveč tekoče stanje, tako rečeno. Se pravi, mora biti čisto pravi pogoj, da boste na izstopu dobili pravo obliko, pravo fazo te žičke. Ker je sama zlitina precej kompleksna. Lastnosti te zlitine se spreminjajo. Imamo tekočo fazo, potem imamo trdno fazo, temperaturni razpon je precej velik, imate od 1500 pa tam do 60 stopinj, se pravi, snovske lastnosti so zelo spremenljive. In kar se tiče numeričnega stališča, moramo te snovske lastnosti seveda poznati, če jih želimo tudi pozneje simulirati in upoštevati pri strjevanju. Ker naša želja je, da simuliramo tudi strjevanje tega, da ne bi prišlo do prehitrega strjevanja ali do prepoznega. Da smo šli en korak nazaj, smo izbrali en primer epruvete, katerega je lažje kontrolirati in potem tudi lažje eksperiment narediti, da preverjamo naš numerični model z eksperimentom na temle. Potem bomo pa v naslednjem koraku, sedaj dognanja, ki smo jih tu dosegli, prenesli v naslednjih mesecih še na pravo pilotno napravo in tako določili parametre, s katerimi upamo, da bodo sedaj uspešno, ker do zdaj še vedno neuspešno, tudi izdelale to kontinuirno litje nikel-titanijevih žičk. Kar se tiče sedaj numeričnih metod, numerično simulacijo strjevanja je bila izvedena preko tako imenovane metode entalpije povezane s poroznostjo, se pravi, imamo tekočo fazo, potem pa imamo trdno fazo. Vmes, veste, da je neka ta vmesna faza, ki se v numeričnem modelu tretira kot tako imenovana porozna snov. In poroznost te snovi je definirano z deležem tekoče faze. Se pravi, imate neki tako imenovani mushy zone, ki pomeni to glih vmesno stanje med tekočim in med trdnim stanjem. Uporabljen je bil seveda komercialni paket za numerične simulacije in seveda, kar smo preučevali, je tudi vpliv raznih parametrov, koliko vpliva ali imamo zunaj hlajenje ali nimamo zunaj hlajenje vključeno ali ne. Se pravi, primer je sledeč, epruveta, ki ste jo prej videli, not je zlitina v tekoče faze z 1600 kelvine, spodaj ta del je potopljen v vodo, se pravi, hladimo, imamo 300 kelvinov, potem prvi primer, ki smo ga že izdelali pred nekaj meseci, prav tako že predstavili, je bil, da smo upoštevali, da imamo na stenah adiabatni robni pogoj, kar pomeni to, da imamo izolirane stene. Se pravi, toplota
ne gre skozi te stene ven, niti ne hladimo notranjost taline. Se pravi, vse, kaj se ohlaja na spodnjem robu. Drugi primer, seveda smo hteli videti, ker naprava, ko bo enkrat v prostoru, ko bo delovala, seveda ne bo idealno izolirana, bo izmenjava toplote z okolice, ali je to velik vpliv, ali je to manjši vpliv, da vemo, ali to upoštevate, ali tega ne upoštevate. Se pravi, drugi primer je potem bil, da smo na teh cilindričnem delu epruvete predpisali neki konvektivni robni pogoj, kar pomeni to, da smo zunaj predpostavili 25 stopinj Celzija in upoštevali tudi hlajenje te zlitine napram zraka. Se pravi, zrak nam je dodatno hladil. Predpostavili smo pa mirno okolje, se pravi v nekem prostoru. Mogoče še to, za nazaj pa ne vem, kako prijem. Upoštevali smo samo en del, nismo celo epruveto simulirali, ampak samo en izsek te epruvete, ker je, saj sem nazaj. Vidite, pač le en segment tega zaradi računskih časov. Se pravi, s tem, ko smo v drugem primeru želeli upoštevati to hlajenje napram z zrakom, seveda, če je to sedaj prerez, vidite, da imamo znotraj zlitino, zunaj imamo zrak, vmes je stena te epruvete, smo mogli nekako, da ne bi modelirali in te stene in zraka okoli, spet računsko si zakomplicirali še bolj problem, smo od te stene notranje naprej, kjer računamo samo strjevanje, vse ostale prenos toplote predpisali z koeficientom. In vidite, da imamo na koncu ta U, ki ga seveda določimo za zrak, ta alfa zunaj, na strani zraka, konvekcijo predpišemo s temi brezdimenzijskimi števili, dobimo ta alfa, potem pa končni U, se pravi, kako se toplota prenaša od tule naprej, predpišemo kar v simulaciji na tej steni. Zunajno temperaturo in ta koeficient prestopa. In vidite kaj? Vidite, da je ta koeficient seveda zelo odvisen od temperature. Seveda, kot sem že v začetku rekel, tolina prej od 1600 kelvinih, na koncu imate zelo male temperature in vidite, da razlika ni tako majhna. In če to ne upoštevamo, delamo veliko napako. In naša največja neznanka so vedno snovske lastnosti. Snovske lastnosti so tiste, če so neprave, so verjetno tudi rezultati. Saj numerična metoda že da rezultat, ampak verjetno bo neprave. Tako je tudi namen tega poenostavljenega primera bil glih, ali vidimo, ali smo snovskimi lastnostmi, ali smo prav zadeli za nikelj titanijevo zlitino, ali so to prave lastnosti. Če gremo sedaj naprej, se pravi, ker veste, numerično vsaki model je odvisen od mreže, več celic bom imel, bolj natanko bom rešil, smo določili neko optimalno, kjer smo videli, da je naša numerična rešitev neodvisna od velikosti celice, v katerih rešujemo, in potem dobili prve rezultate. Na levi, tam ko imate A, pomeni vedno tisti robni pogoj, če se spomnite, sem rekel, tam ko imamo izolirano, da toplota ne gre po steni cilindrični nič, samo spodaj se hladi. C, ta desne slikce, vse posodi pa pomenijo tam, ko imam tudi vključen hlajenje na zunanjim zrakom. In vidite, kaj tu vidimo hitrosti, in sicer hitrosti v vertikalni smeri. Ampak, mogoče se toliko ne vidi, ampak vrednosti teh barov so izrazite. Namernoma sem jih naredil tako, ampak vrednosti so pa zelo majhne. 10 na -5 pomeni, da se nekje giba gor, pomeni, da se nekje giba dol in vidite, od tam časa 80 sekund oziroma 120 naprej je več ali manj konstantno, se nič več ne dogaja. Kar pomeni kaj, da je to gibanje taline tako majhno, da lahko rečemo, da se večinoma prenosa toplote dogaja z difuzijo oziroma s prevodom, ne toliko z samo konvekcijo. Potem, če gremo naprej na temperature, vidimo kaj, gledajte, na levi strani je to, se pravi, modra barva so nizke temperature, rdeča barva visoke temperature. Tam, ko imamo zunaj vključeno tudi prestop toplote na zrak, se pravi, zrak je hladnejši, seveda pričakujemo, da bo se tudi bolj ohladilo. Se je, kar je pa še drugega, gledajte, tu imamo take horizontalne linije, kar je čist pričakovano. Od spodaj hladimo, se pravi, vrši se samo prevod toplote navzgor. Tu pa je vključena še konvekcija, zato vidite, da te krivulje niso, se pravi, rezultati so bili pričakovane. Te temperature sedaj lahko direktno apliciramo tudi na, mogoče še tu, tako časovno, ker tam je pač animacija, vidite, da po nekih 120 sekundah se stvar že ustali, se pravi, strjevanje je šlo, dokler je pač šlo na naše pogoje. Tukaj sedaj pa imamo masni delež in sicer masni delež
tekoče faze, modra pa pomeni nič, se pravi, da imamo trdno fazo. Ne? In tu pa zdaj lahko zelo lepo vidimo, kaj se zgodi. V prvem, ko smo rekli, da je tu adiabatni robni pogoj, smo na primer strdili nekje polovico svoje provete, ne? Tam, ko pa smo rekli, da imamo še vpliv zraka, pa vidimo, da smo dosti večje dele provete strdili. Ne? In zdaj ti se pa moraš odločiti, oba dva sta zračunana na podlagi robnih pogojev prav, ne? Kateri je pa za tebe ta pravi. Ne? Zato prvi korak, prav tako se tu vidimo, da se zelo hitro stvari ustalijo, ne? Saj so povezane s temperaturo. Kaj je največ, kaj smo z tega dobili? Največ je to, da imamo rezultate, ki jih bomo sedaj lahko, ker je eksperiment relativno enostaven, eksperimentalna proga je že v Mariboru postavljena in bomo lahko sedaj to primerjali. Se pravi, če bomo mi rekli, v redu, smo zadovoljili tiste parametre, bomo lahko nadaljevali na naslednji geometriji, ki predstavlja potem tiste laboratorijske kontinuirno litje. Tako da jaz upam, želim si, da bi se to uresničilo, da prijemo potem tudi na naslednji korak in da res uspemo odliti kontinuirno te žičke z takimi lastnostmi. Meni se zdi, da je to zadnje, seveda pa še pač zahvala tistemu, ki tudi nekaj prispeva, da ta projekt poteka. Tako da hvala tudi z moje strani za... Prva uporaba niti zlitin je poznana izpred 50 let in sicer v letalski in vesoljski industriji. V stomatologijo pa jih je v poznih 80 letih uvedel Andersen, kjer se še danes uspešno uporabljajo za ortodontsko žico. Na podobnih področjih raziskujejo ob pomurskem akademiku dr. Mateju Zadravcu še naslednji člani PAZU. Pomurska akademkinja dr. Rebeka Rudolf, pomurski akademik dr. Milan Svetec, pomurski akademik dr. Dejan Štefanec in pomurski akademik dr. Igor Emri.